Naredil sem GoFundMe in to sem ti poslal, Jay ima dosmrtno kazen. Veš kaj, in bodi kot, kako ima to sploh smisel? To je najbolj smešen sodni primer, kar sem jih kdaj slišal. Pridružuje se nam nepremišljeni Ben Schneider, človek za viralno domnevno ukradeno Lego afero, ki je pretresla družbena omrežja. Rad bi slišal njegovo mnenje o tem, kaj se dogaja in kako se sooča s kazenskimi obtožbami ter tožbo, s katero se zdaj spopada. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavljata Law and Crime. Sem Jesse Weber. Prav, preden začnemo, ste vedeli, da je očetovski dan že skoraj tu? Ja, niti nisem opazil. In če iščete popolno darilo za vse očete, vam želim predstaviti pametni mesni termometer Chef IQ Sense. To je skrivnost brezskrbnega kuhanja na ravni restauracije. Torej, ne glede na to, ali ste izkušen mojster žara ali pa želite to poletje samo speči nekaj stejkov, je pametni termometer prava revolucija. Nič več prepečene hrane, nič več ugibanja, ali je že pripravljeno. Ne. Chef IQ vam natančno pove, kdaj je vaše meso pripravljeno na vsakem koraku. Samo ustavite brezžično sondo, izberete svoje nastavitve in potem samo uživate. Medtem ko čakate na obvestila iz aplikacije, ste sproščeni, brez da bi morali stalno stati ob žaru. Deluje tudi s pečicami, dimniki, kuhalnimi ploščami, cvrtniki na vrot zrak in za vse vrste beljakovin, od pečenke do perutničk do lososa. Resno, za ta očetovski dan je čas, da dvignete standarde. Brez besedne igre, kuhajte samozavestno. Uporabite kodo Sidebar za 40% popust na celotno ponudbo na chefik.com. V redu, če ste bili v zadnjih 2 tednih kaj na spletu, ste verjetno videli veliko posnetkov tega. Pravkar smo naredili stransko temo o tem. YouTuber Jaso vklenili v lisice, policijska racija, spor zaradi lega, ki nekako vključuje obtožbe o zalezovanju, cenzurirani posnetki telesne kamere, GoFundMe, ki je zbral več kot $400,000, 400 000 ameriški dolar. YouTuber je Ben Schneider, poznan je kot nepremišljeni Ben, skoraj 1 milijon naročnikov. Vse njegova znamka temelji na tem, da se loteva tako imenovanih skorumpiranih organizacij, kultov, ukletih hiš, ustanov za problematične najstnike. V bistvu verjame, da obstajajo kazenski primeri, ki ne dobijo prave pozornosti. Sam se odpravi in jih reši. Očitno pa najde tudi pravne luknje. Vse dokumentira in jih zapre. Novinar je malo čudna beseda, sem YouTuber. Ljudje mi pošiljajo zgodbe po e-pošti, nato pa grem v akcijo. V bistvu gre običajno za pokvarjene organizacije. Grem v akcijo in mislim, da me od drugih loči to, da o tem ne samo poročam, dejansko grem korak dlje in jih tudi ustavim. Tako je njegova zadnja tarča, podjetje imenovano Bricks & Minifigs. To je veriga za preprodajo Lego kock, ki ima očitno sedež v Utahu. Tukaj je ozadje. Družina iz Oregona, oče in njegov sin, sta imela ogromno zbirko Lego Star Wars. 100 škatelj, 1000 redkih minifiguric vrednih okoli $200,000. Načrt je bil, da bi zbirko prodali prek franšize Bricks & Minifigs po komisijski prodaji. Trgovina bi prodala Lego, obdržala svoj delež, družina pa bi dobila preostanek. Toda po besedah Bena, ko je korporacija prevzela to franšizo, sta nova lastnika, ki naj bi bila Joshua Johnson in Brandon Best, zavrnila vrnitev zbirke ali plačilo družini. In družina v bistvu trdi, da so jih ogoljufali, da so jih okradli. Zdaj se je Ben vključil in jim je očitno pomagal vložiti tožbo, vendar trdi, da so se lastniki, da bi se izognili celotnemu pravnemu postopku, odločili zapreti trgovino, zapreti poslovanje. Tako Ben na koncu očitno vloži novo tožbo, tokrat osebno proti njim. Živijo v Utahu. Tako je Ben očitno odletel tja, da bi jim osebno vročil pravne dokumente. In tam je šlo vse narobe. To je tisto, kar morate storiti po navodilih sodišča Združenih držav. Samo sledimo navodilom vlade. On noče papirja. Torej, Mi na papirju. Je to zate nazaj. V redu. Hotel, da ti prepovemo vstop. V redu. To tukaj ni na prodaj. Imaš pri sebi kakšno orožje ali kaj podobnega? Ne, v redu, samo trenutek naj to najdem. ker ste trenutno aretirani zaradi zalezovanja. Aretirajo me, ker je ta tip ukradel kup Lego kock. Obtožen je bil tudi, da je pošiljal ljudi k hiši, da so postavili znak. In tukaj se je vse skupaj res zapletlo. Policijo so večkrat poklicali v nekaj dneh. To je bilo marca. Očitno so odrli v Airbnb, kjer je bival Ben, in ga aretirali. Ben se zdaj sooča z obtožbami zalezovanja in ciljanega protestiranja pred stanovanjem. To je ena velika zmeda.
In prav ta teden je Ben objavil nov video, v katerem trdi, da je nekdo vdre v policijsko postajo American Fork in objavil necenzurirane posnetke telesnih kamer. Nekdo je dejansko vdre v policijsko postajo American Fork in objavil vse necenzurirane posnetke mojih interakcij z njimi. To so torej originalni posnetki, ki sem jih dobil s cenzuro. In to je novi necenzurirani posnetek. Policijska postaja American Fork pravi, da so samo opravljali svoje delo. Odzvali so se na prijave nadlegovanja in zalezovanja. Objavili so posnetke s telesnih kamer, izdali so izjave. In eno vam bom zdaj prebral. Pravzaprav so v bistvu povedali, da razumejo, da je veliko ljudi, ki spremljajo to situacijo na spletu in imajo močna čustva glede tega poslovnega spora. Hkrati pa so poudarili, da njihova odgovornost v Utahu ni bila ugotoviti, kdo ima prav v poslovnem sporu. Njihova odgovornost je bila odzvati se na to, kar so v bistvu označili za nezakonito ravnanje. In pravijo, da dejstvo, da nekdo morda verjame, da je bil finančno oškodovan, nikomur ne daje izjeme od teh zakonov, ki se nanašajo na nadlegovanje, vdiranje na tujo posest, zalezovanje ali drugo ravnanje v njihovi pristojnosti. Ben je vedno govoril, da ne povedo celotne zgodbe. Kaj smo naredili? Videli smo veliko komentarjev na spletu, da je to videti enostransko, da morate slišati tudi Bena. Dobili smo Bena. Prav, naj ga zdaj pripeljem sem. YouTuber nepremišljeni Ben Schneider. Lepo te je spet videti. Pred nekaj urami sem govoril s tabo v svoji oddaji News Nation, Jesse Weber Live. Zelo sem vesel, da si tukaj v oddaji Sidebar, ker veš, po noči sem včasih omejen, koliko lahko govorim. Tukaj gre za celoten pogovor. Zdaj želim iti v več podrobnosti. Hvala, da si vzel čas. Začel bom na najbolj naravnem mestu. Zakaj in kako si se sploh vključil v to celotno Lego zadevo, to Lego zgodbo? Kako si sploh izvedel za to? Tako da v bistvu sem si nekako pridobil sloves na spletu, da rešujem zločine, ki jih policija ne more rešiti. Tako da na koncu mojega zadnjega videa mi je v bistvu nekako zmanjkalo idej. Zato sem si rekel, naredil sem poseben e-poštni naslov prav za ideje. Rekel sem, če imate kakšno idejo ali če imate problem, ki ga policija ne more rešiti, da bom poskušal rešiti za vas. Samo pišite mi na ta e-poštni naslov. In dobil sem verjetno okoli 10.000 e-poštnih sporočil. In ta se mi je zdel eden najbolj krivičnih izmed vseh, kjer je bila družina, ki je porabila vse svoje prihranke, da je zbrala največjo zbirko Lego kock Star Wars na svetu. To jim je res veliko pomenilo. In potem so to zaupali trgovini, verjeli so, da jim bodo to prodali, na koncu pa so dobili skoraj nič nazaj. Zato sem se vprašal, kako se lahko kaj takega zgodi. Kot v Ameriki, če nekaj ukradeš, bi mogel biti za to kaznovan, ne? Kako lahko ogromna korporacija kar tako ukrade nekaj tako velikega in za to ni nobenih posledic? To je noro. Tako sem si rekel, no, bom šel ti poslušal njihovo plat, veš. In ko sem šel v trgovino, mislim, da lahko vidiš, kaj se je zgodilo. Samo poklicali so policijo name in bilo je noro. Naj se za trenutek vrnem nazaj. Ko si izvedel za to zgodbo, si stopil v stik z njimi, kaj ne? In kdaj je bila vložena tožba? Kaj je bila prva stvar, ki si jo naredil, ko si stopil v stik s to družino, za katero mislim, da je iz Oregona? Kaj ste najprej naredili? Samo poslušal sem njegovo zgodbo in potem rekel, no, slišal sem tvojo plat, zdaj želim slišati še njihovo plat. In tako sem šel v trgovino, ona pa je poklicala policijo in rekla, da jo nadleguje. Ona pa rekla, vi me nadlegujete, kot da sem jaz naredil kaj narobe, pa sem bil čim bolj vljuden. Rekel sem, hej, mislim, da ima moj prijatelj nekaj Lego kock v vaši trgovini. Vprašal je, če jih lahko dobi nazaj, vi pa ste rekli, da je v trgovini nedovoljen vstop. Zato me samo zanima, če jih lahko dobim nazaj zanj. In ona je poklicala drugo osebo, rekla je, da jo nadlegujem, in poklicala 911. Rekla je, policaji, ne slišite tega, tukaj je nek norec, ki me nadleguje. In tako je to šlo očitno. In kdaj je bilo to? Ker je to drugače kot vsi posnetki s telesnih kamer, ki so prišli v medije. Ja, v Oregonu policisti dejansko ne nosijo telesnih kamer. V zvezni državi Oregon to ni zahtevano, tako da žal nisem mogel dobiti nobenih posnetkov telesnih kamer iz Oregona. Ampak to je bilo čist na koncu, mislim, da je bilo to eden zadnjih dni septembra, verjetno 29. september, bi rekel, leta 2020, 2025. In ja, takrat se je vse skupaj začelo, mislim. Kdaj je bila vložena tožba? Prva, torej dejansko smo vložili eno tožbo in potem so na koncu zaprli celo trgovino, tako da se to na koncu ni išlo. Mislim, da so zaprli trgovino, da nam ne bi plačali.
Torej, rekli so si, če ne moremo tožiti družbe z omejeno odgovornostjo, bomo zaprli trgovino. Potem jih bomo tožili osebno, veš. In ta tožba je bila vložena verjetno nekaj dni preden sem šel v Oregon, bi rekel. Torej, z drugimi besedami, sploh nisi mogel tega spraviti pred sodišče, pred poroto, da bi to obravnavali. Zaprli so trgovino, tako da ni bilo več ničesar za narediti. Torej, si se odločil iti v Utah, da se soočiš z gospodom Johnsonom, kaj ne? In nam razloži, kaj se je tam zgodilo. To je res dolga zgodba. Najprej, preden lahko dobiš odobritev za sodni postopek, moraš imeti tako imenovan pogovor za mirno rešitev spora. Vsaka zvezna država je drugačna, ampak na sodišču okrožja Marion v Oregonu je to njihov postopek, mislim. Torej, moraš pokazati dejanske preverljive dokaze, da si poskušal zadevo rešiti zunaj sodišča, preden lahko pride do sodišča. Tako grem k Jošu domov, da bi se o tem pogovoril z njim. Kot, hej, nočemo te tožiti. Lahko to rešimo kot odrasli, veš. In pokliče policijo name, oni pa me seveda izpustijo, ker nisem naredil ničesar nezakonitega. In potem sem rekel, v redu, imeli smo pogovor za mirno rešitev spora, moj sodni primer je bil odobren. Torej, naslednji korak, vročitev dokumentov. Jaz jih ne morem vročiti, ker sem vpleten v sodni primer. Zato sem dobesedno objavil na svoji zgodbi na Instagram. In rekel sem, hej, ali bi mi kdo rad pomagal pri videu. In nekdo se je oglasil. In počutil sem se nekoliko slabo, ker sem jo poslal tja samo, saj je punca, ki gre k temu neuravnovešenemu, skoraj noremu tipu, ki je dobesedno prejšnji dan naredil nekaj lažnega. Ja, mislimo, da je naredil lažno aretacijo in rekel, da imamo heroin v avtu, ker so nam prejšnji dan 3 ure preiskovali avto. Ta tip je res neuravnovešen. Dejansko smo kasneje izvedeli, da je bilo dobro, da sem šel z njo, ker je rekel, da bo ustrelil naslednjo osebo, ki stopi na njegovo posest ali nekaj takega. To je povedal policiji. Torej, v bistvu sem sedel v avtu poleg njega. Dobili smo dovoljenje od policije, rekli smo, hej, ali je v redu, če to naredimo. Sedeli bomo na ulici, kot da plačujemo davke, veš, kot da imamo pravico biti na ulici, kot na pločniku, in ko pride ven, mu bomo izročili njegove papirje. In policija je rekla, ja, to je v redu, dokler ste na ulici, samo ne pojdite. Ti, Ben, posebej ti, ne hodi na njegovo posest. In zato bomo počakali, da pride ven. Potem mu bo punca izročila sodne papirje. Ampak preden smo to lahko naredili, je on poklical policijo na nas. In sprva so bili policisti kot, v redu, vidim, kaj počnete tukaj. To je zakonit način, da to naredite. Odidejo. On pa spet pokliče policijo na nas. Mislim, da so policisti samo odhajali, se vračali verjetno 2 ali 3 ure, dokler Josh mi končno prepričal policije, da je to lažna tožba. In to vidimo na necenzuriranem posnetku telesne kamere, kjer reče nekaj v smislu, mislim, da je rekel, da je to milijardo, milijon in milijardo, trilijon odstotkov lažno. Tako je rekel, dobesedno. In zdaj je popolnoma prepričal policijo, da je to lažna tožba. Tako da policist dejansko pokliče sodišče in preveri, da gre za pravo tožbo. In šele potem takrat me tudi aretirajo, mislim. Torej, Poglejmo to za trenutek podrobneje. Zakaj ne uporabiti vročevalca, kaj ne? Razumem. In o tem sva govorila sinoči, kot naprimer, da lahko morda kogarkoli prosiš, da vroči dokumente, ampak če greš k pravemu vročevalcu, ki ima podjetje, ki se s tem ukvarja ves čas, ali bi bila to morda boljša pot? Ker bi jih morda organi pregona, morda bi Johnson po tvoji pripovedi to vzel bolj resno. Vzeli bi to bolj resno. Zakaj preprosto ne uporabiti vročevalca za vročitev dokumentov? Tako smo na koncu to tudi storili. Pravzaprav smo potem dejansko šli in smo imeli nekoga uradno, kot iz policijske postaje, ki je vročil dokumente nekaj dni kasneje. Tako smo na koncu to res naredili. Tako da smo mu dokumente na koncu res vročili. Prvič mislim, da smo morali. Veš, to stane $100, bil sem v finančni stiski, verjetno že 9 mesecev nisem objavil nobenega videa na YouTubeu, tako da sem bil praktično na zadnjem evru. In zakaj bi plačeval denar, da vročim dokumente, če lahko to naredim zastonj? Veš, mislim, ne vem, to je pač moj način razmišljanja. Mislim, vprašanje je, ali misliš, da si šel predaleč? Ker organi pregona pravijo, veš, in to so povedali tudi v svojem odgovoru, o katerem bomo govorili, ampak v bistvu podajajo to idejo. Vem, da veliko ljudi spremlja ta primer. Vem, da imajo ljudje glede tega čustva. Vem, da ljudje spremljajo, kaj se je zgodilo ljudem, družini v Oregonu. Ampak hkrati ne smeš prestopiti meje. Torej, kaj praviš na njihove trditve, da si jih zalezoval ali nadlegoval?
Kakšen je tvoj odgovor organom pregona glede tega? To se zdi kot izgovor. Rekel bi, če ne bi hotel biti vročen, če bi vedel, da sem v zmoti in ne bi hotel prejeti sodnih dokumentov. Če bi bil nekdo, ki ve, da je v zmoti in res ne bi hotel iti na sodišče. Rekel bi, da me vročevalec zalezuje in nadleguje. To je izgovor, ki bi ga uporabil, če bi bil v zmoti. Ker zakon določa, da vročanje dokumentov ni zalezovanje in nadlegovanje. To je zakonit način, tako pravi zakon. Jaz nisem tisti, ki postavlja zakone. Če bi lahko, sem celo policistom rekel, če bi jim lahko samo poslal e-pošto ali jih poklical, bi bilo to enostavno. Ampak iz nekega razloga tako sodni sistem ne deluje. In bila je črta, to je bila njegova lastnina in je nisem prestopil. Kaj pa ljudje, ki so šli na posest, kaj ne? Ideja ali domnevno so šli na posest. To je bilo, veste, na posnetku telesne kamere. Kdo je Benjamin Adams za vas? Bil je samo nek naključen človek, ki sem ga spoznal na Instagramu, vodi Instagram stran, mislim, da se imenuje Urbex Utah. On je pač prišel in očitno poskušamo narediti dokumentarec o tem, ker sem vedel, da če na koncu dneva ne bomo mogli dobiti Lego kock nazaj, če vsi naši načrti propadejo, ne bo propadel video in podpora občinstva, potem pa še GoFundMe. Tako da v bistvu je to tisto, kar je na koncu delovalo. Naredili smo GoFundMe in dosegli cilj v 12 urah. Torej, koliko? Cilj je bil 120 000, ker je to znesek Lego kompletov, za katere so mi povedali, da so še vedno v trgovini. Torej, 120 000 je tisto, kar bi ga povsem pokrilo. Vendar smo zdaj pri $400 000. 400 000 dolarjev, ja. Zdaj je že več kot 400 000. Ojoj. Torej, očitno snemanje deluje. In sem rekel, hej, on pa rekel, imam kamero. Lahko te snemam, kako hodiš naokoli, poskušaš vročiti dokumente in podobno, ter počneš vse to. Jaz sem rekel, v redu. Tako je bil on samo nekdo, ki je držal kamero. In na koncu je prav to prineslo denar nazaj. Torej, vsi, ki pravijo, da sem neumen, ker to snemam, da to delam samo zaradi všečkov in ogledov in podobno, ni res. Ne delam tega zaradi všečkov in ogledov. Mislim, na nek način so ravno všečki in ogledi tisto, kar bo Brianu prineslo denar, ki ga je želel. Razumeš, kaj mislim? Torej, na nek način... Kako je zdaj z družino, odkar je bil denar zbran? Torej, še vedno so malo prestrašeni, ker jih zdaj toži Bricks and Minifix. Rekli so, da jih bo samo za obrambo. Če bo do tožbe res prišlo, stalo najmanj 200 ali 300 000 dolarjev. Tako da, mislim, res so zelo hvaležni, da so dobili izplačilo z Legosi, ampak je tako, da ko se ena težava reši, se takoj pojavi nova težava. Veš, to je kot... Imeli smo malo lajšanja, zdaj pa so spet prestrašeni. Ampak ne vem, mislim, da Brixton Media, mislim, da to zdaj postaja res velik. Bricks and Mortar bi bilo neumno, če bi tožili ljudi, ki so jim ukradli, ampak mislim, da bodo to zagotovo pustili. Ne verjamem, da bodo pustili mojo zadnjo tožbo, ampak mislim, da bodo pustili njegovo. In obtožujejo vas iz izsiljevanja, kaj ne? Tudi vas obtožujejo tega. Njihova zgodba je, da mislijo, da je Brian glavni, ki me je najel, da jih nadlegujem. Ker sem jaz, da je samo Brianov prijatelj, ki me je kontaktiral, ker je videl, kako žalosten je bil Brian. Rekel je, glej to grozno stvar, ki se je zgodila, če želiš narediti zgodbo o tem, naredi zgodbo o tem. In jaz sem rekel, v redu. In to je vse, s čimer je Brian upleten v to, v bistvu. Mislim, da bi bil protiargument, ki ga bodo predstavili, ta, da je razlika med vročanjem dokumentov in tem, ali so ljudje prihajali na lastnino tega tipa pod lažnimi pretvezami. Bil je en tip, Christian Morgan, ki je očitno šel do Johnsonove hiše, prav? In to je bil bolj nek verski lik. Rekel je, da želi govoriti z, ne spomnim se, ali je rekel brat Johnson, nekaj takega je rekel. In ali je bilo, mislim, glede na obtožbe, ki krožijo, da naj bi vi domnevno pošiljali ljudi tja pod lažnimi pretvezami, da vročijo dokumente ali stopijo v stik z Johnsonom, kakšen bi bil vaš odgovor? Sodnega primera še niso sprejeli, mislim, da v tistem času. Tako da ni bil tam, da bi vročil dokumente. On poskušal sem najti nekoga, ker še vedno poskušam izpolniti ta pogovor v dobri veri, ki ga sodišče od nas zahteva. Poskušam razmišljati z Jošovega vidika. Verjetno misli, da sem nek nori YouTuber.
In tudi, če povem popoln stavek, ki bi imel največ smisla, tudi tega ne bo poslušal. Zato sem si mislil, v redu, če sem jaz samo nek neumen YouTuber, koga bi on poslušal? Njegovo mormonsko skupnost, veš, tako. Njih bi dejansko poslušal. Tako sem našel tega tipa in rekel, hej, ta tip se je prisegel Bogu, zdi se mi, da je to res slaba stvar. In potem, še posebej, če prisežeš Bogu, da boš nekaj naredil, pa tega ne narediš, je to verjetno res žaljivo za Boga. In on bo šel na kraj, ki se imenuje zunanja tema, tako verjamejo v mormonizmu. To je v bistvu pekel za mormone. In pomislil sem, če je Josh res mormon, potem misli, da gre v pekel, ker je v mormonizmu kraja napačna. Torej, če že kaj mu delam uslugo, ker mormonski skupnosti pokažem ta greh, ki ga je storil, in morda mu bodo želeli pomagati, da ne bi več storil tega greha, veš, in mogoče jih bo dejansko poslušal. To je bilo nekako moje razmišljanje o tem. Na koncu sploh ni delovalo. Ampak na tej točki sem samo razmišljal zunaj ustaljenih okvirov. Veš, sem si rekel, ok, mogoče bo to delovalo. Poskusimo. Mogoče bo to delovalo. Poskusimo. Samo mečem ideje na plan. In smo si rekli, ok, pošljemo te ideje, veš, na koncu mi res delovalo, ampak sem mislil, da je vredno poskusiti, veš. Si imel kakšen stik z Johnsonom skozi vse to? Si kdaj dobil priložnost, da bi govoril z njim? 3-krat sem se z njim pogovarjal po telefonu, ko sem bil prvič v Oregonu. Mislim, da je bilo to v prvem videu, ki sem ga objavil. In mislim, da ko so zaprli trgovino, so na koncu zvedeli za moj YouTube kanal. In od takrat sem se z njim pogovarjal na mediaciji, potem, ko smo mu uspešno vročili dokumente in smo ga peljali na mediacijo. In zdaj nas očitno kmalu čaka sodna obravnava. Torej, govoril sem z njim na mediaciji, vendar žal ne smem povedati, kaj se je zgodilo na mediaciji, ker je zaupno. Ampak no. Kaj nam lahko poveste, kaj je rekel? Je povedal, kje so Lego kocke ali kaj podobnega? Na mediaciji? Ne, žal ne morem. Res bi si želel, da bi lahko. Grozno je, ker sem si res želel to posneti, ampak je to zelo nezakonito, ker ja, po svoje ima smisel verjetno, ker če bi lahko snemal, potem bi Josh manj verjetno povedal svojo plat zgodbe, ker bi mislil, da je na kameri. In če ve, da bom jaz samo povedal, kaj je rekel, potem bo še manj verjetno, da bo govoril na mediaciji. Tako da bi lahko imel težave, če bi izdal skrivnosti. Ampak bom samo rekel, da je vsekakor lagal na mediaciji, vse je bila ena velika laž, ampak verjetno bo uporabil isti argument na sodišču. Torej, karkoli je rekel na mediaciji, se bomo verjetno lahko samo norčevali iz njega. Bam. Ali to delaš vse sam, ali te zastopa kdo, ki ti je dal, veš, kakšen nasvet? Vse sam. Ali kaj takega? Ja, vse delam sam, zato so ideje tako neumne, ker sem jih jaz izmislil. Po vsem, kar se je zgodilo, ali vas zdaj kontaktirajo odvetniki in poskušajo... Ja, ne, zdaj me kontaktirajo dobesedno najboljši odvetniki v Združenih državah in najel jih bom za to kazensko obrambo. In mislim, da bom tožil policijski oddelek zaradi kršitve državljanskih pravic za vse svoje prijatelje, ki so bili aretirani po krivici, ker niso naredili ničesar. In mislim, da jim bom priskrbel odvetnike. Ampak do zdaj sem bil za vse sam, zato so bile ideje zelo neumne, ker noben odvetnik tega ne bi nikoli priporočil. In kar sem naredil... Kaj pa? Ali se trenutno soočate s kazenskimi obtožbami? Kar nekaj, ja. Torej, s čim se soočaš? Prva stvar je zalezovanje, ko smo jim poskušali vročiti sodne dokumente. Druga stvar je zalezovanje, ko sem ustvaril GoFundMe. Niso me mogli obtožiti za ukradene Legose, ker so mi očitno vdrli v hišo. Legosov ni bilo. Poskušali so me dobiti. Zato so me enkrat obtožili. Obtožili so me, da sem jaz tisti, ki je ukradel Legose. Ja, oh moj bog. Oprosti, ugotovil sem, da ni Legos, je Lego. To je množina. To sem ugotovil. Ja, tudi jaz sem to pravkar ugotovil. Pred 2-3 dnevi. Vedno sem mislil, da je Lego, verjetno je ves čas bilo Legos tudi. Ja. Ampak so te enkrat za to obtožili. Tako so dobili nalog za preiskavo, da bi preiskali mojo hišo zaradi ukradenih Legosov. Očitno so preiskali hišo. Niso našli nobenih Legosov. Nato pa so preprosto aretirali vse v hiši, čeprav zato niso imeli utemeljenega suma. Ljudje so bili pač samo v hiši. Če preiščeš hišo, to še ne pomeni, da imaš utemeljen sum za aretacijo vseh v hiši. Veš?
Morda bi lahko rekli, da sem si to zaslužil, ker sem ustvaril ta GoFundMe. Mislil sem, da je GoFundMe legitimen. Veš, kot da ima ta tip nekaj ukradenega, sam vrnemo denar nazaj. Ampak očitno v zvezni državi Utah ne marajo, če nekomu z denarjem povrneš škodno, ker so mu ukradli stvari. In zato imam zdaj kazenske ovadbe zaradi GoFundMe. In potem imam to je v American Forku, ampak v Provu pa me obtožujejo izsiljevanja. Tako da potem, ko sem v bistvu samo govoril z direktorjem kot, hej, a lahko prosim dobimo Legose nazaj. Veš, bil sem kar prijazen do njega. In potem pokliče policijsko postajo in reče, oprostite fantje, to bo prišlo ven v videu čez 4 ali 5 dni. Pokliče policijsko postajo in reče, Ben je rekel, če ne vrnete Lego kock takoj, bom zažgal celo stavbo in ustrelil vse v njej. In jaz sem bil tako, dobesedno sem policijski postaji dal celoten neobdelan posnetek, celotne najine interakcije. Nič takega ni tam noter. In še vedno me obtožujejo za to. In to je hujše kaznivo dejanje. Očitajo mi hujše kaznivo dejanje kategorije B, za katerega me preganjajo. Tako da ne vem, kaj se dogaja, verjetno bomo zvedeli na sodišču, to bo zanimivo. Ampak ja. Mimogrede, ko govoriva o vsem tem, ti je žal, da si se v to spustil. Mislim, Veš, moraš biti previden. super je, rekel si, da je super. Ja, moja celotna kariera je bila v bistvu poskušanje postaviti se v res težke situacije in najti način, kako jih rešiti. In nekako v redu, imamo ogromen problem, kako ga bomo rešili. In zdaj imam občutek, da imam kar velik problem. Ne? To podjetje uporablja eno najboljših odvetniških pisarn na svetu, da me poskuša uničiti, da mi prepreči objaviti ta dokumentarec o njih. Kako naj se izkopljam iz tega problema? To je ogromen problem. In ne vem, verjetno lahko najdem ustvarjalne načine, da ga rešim. Torej ne, to je vrhunec, to je tisto, za kar živim. Veš, rad rešujem probleme, rad počnem težke stvari. In to je točno tisto, za kar živim. Kakšen je bil odziv? Naprimer, vem, da je izvršni direktor Patreona rekel, da te želijo na platformi, ne bodo odstranili tvojih videoposnetkov. Ali si prejel veliko podpore na spletu, morda od vplivnežev, slavnih osebnosti? Kako je bilo to v zadnjih 2 tednih? Bilo je noro, ja. Mislim, da je vsak najboljši streamer zdaj že reagiral na moj video. Spet, vsi najboljši streamerji pravijo, da je to najboljši video na celem YouTubu, kar je noro. Da dobiš takšne pohvale, je res noro. In ja, neki znanih osebnosti me je kontaktiralo, kar je res noro. To so ljudje, ki sem jih res občudoval. To je kot, wow, ta oseba je gledala moj video in ji je bil všeč. To je noro, ker so oni rekli, da so moji največji oboževalci, jaz pa sem njihov največji oboževalec. To je res noro. Tako da je nekako tako, no, mislim. Ta zgodba je ogromna, ta zgodba je res velika. Vsi trenutno govorijo o tem. In če se za trenutek vrnem nazaj, veliko je zaradi posnetka s telesno kamero, kaj ne? Naredili smo epizodo, pokazali smo posnetek s telesno kamero, ampak ti verjameš, da posnetek s telesno kamero ne pove celotne zgodbe, kaj ne? Mislim, da je bilo včeraj ali dan prej, ko je prišlo ven še več posnetkov s telesno kamero. A nam lahko razložiš, kaj prikazuje posnetek s telesno kamero in česa ne pokaže? Torej, bil sem v Utahu 4 dni in to je bilo 4 dni stikov s policijo. In v bistvu, ja, torej bili so 4 dnevi stikov s policijo in resnično edini posnetek s telesne kamere, ki je prišel v javnost, je bil del 4. dne, večinoma pa 3. dan. In tako smo lahko videli, kaj je Josh govoril policistom. V bistvu je govoril, da sem grozil, da bom ubil upravitelja trgovine, da sem počel vse te nore stvari, kot naprimer. In mislim, da je zdaj malo bolj jasno, zakaj me je policija aretirala. Preprosto zaradi tega, kako zelo je izgledalo, veš, kot pritisk vrstnikov. Veš, da ti cool otroci govorijo tej osebi, da moraš vzeti vse te droge, da moraš piti ves ta alkohol. In oni so kot, ja, vem, in če jih dovolj dolgo pritiskaš, na koncu popustijo in naredijo to, kar si jih prosil, da naredijo. Tako je nekako izgledalo, da se tukaj dogaja. Veš, on jih je kar prosil, kot moramo aretirati tega tipa. Ta tip me poskuša ubiti. Če ga ne boste aretirali, ga bom ubil, nekaj takega. Veš, in na koncu so verjetno rekli, v redu, potrjujemo, da je sodni primer resničen, ampak ga bomo vseeno aretirali. In mislim, da smo to lahko videli. Veliko stvari je še vedno cenzuriranih ali pa so izklopili svoje telesne kamere, tako da naprimer izklopijo zvok. Tako da je tako, pravkar bomo slišali nekaj zanimivega,
in potem samo izklopijo kamero na telesu. Rad bi vedel, kaj bojo povedali. Torej, z drugimi besedami, ne zanikaš, kaj se je zgodilo, ampak pojasnjuješ okoliščine in zakaj si bil tam. In pravzaprav praviš, da je način, kako je to predstavljeno, netočen. Naj te vprašam tole, naprimer znak, bil je znak novinarja. Ukradel sem življenjske prihranke umirajočega človeka, ki so bili postavljeni čez cesto. Si ti postavil ta znak? Ja, zagotovo. V bistvu smo našli ta majhen košček zemlje, ni v lasti stanovanjskega združenja. In tako je tam kup peska in nekako ne zgleda čist, ker so vsi drugi koščki zemlje, trava je res lepo pokošena. In ta košček zemlje je pa čist zanemarjen. In potem smo preverili, ta košček zemlje je javna površina, ki jo lahko uporablja kdorkoli. In tako sem tja postavil znak, na katerem piše, in načrt je bil, da bomo postavili znak tja, Jož bo videl znak, prišel bo dol in odstranil znak. Bum, je zunaj iz hiše. Začnemo s papirji. Bum. Peljemo ga na sodišče, dobimo denar nazaj, ga damo v brano. To je bil načrt. In imeli smo svobodo govora. Dovoljeno nam je, da se norčujemo iz ljudi, veš, mislim, da to ni avtorske pravice, ker ne trdimo, da smo on. Jasno je, da se norčujemo iz njega. To je tisto, kar naredi Ameriko veliko. Veš, dovoljeno mi je, da se norčujem iz ljudi. In mislim, da imam pravico, da se norčujem iz njega, ker je ta znak točen. Ukradel je življenjske prihranke umirajočega človeka. In mislim, da si zasluži, da se norčujemo iz njega. Tako da mislim, da v celoti prevzamem, kako se reče, razmišljam zdaj se ne morem spomniti besede, ampak prevzamem odgovornost. Ja. Naj vas to vprašam, preden zaključiva. Kaj sledi? Kaj boste naredili naslednje? Kakšni so naslednji koraki? Na kaj moramo biti pozorni? Misliš glede Lego zadeve? Mislim, kaj je naslednje? Torej, gremo na sodišče. Rekli so, da bo postopek trajal približno 2 leti in če bi moral ugibati, bo to najbolj smešen sodni primer doslej. Obtožujejo me zaradi kupa lažnih groženj, ki jih nisem izrekel. Obtožujejo me zaradi GoFundMe kampanje. Obtožujejo me zaradi, kot da bi poslal mormona k njemu domov, da ga odpelje nazaj v nebesa, ker sem mislil, da gre v pekel. Kako me lahko obtožujejo? Mislim, da mi res sodijo. Seštel sem vse obtožbe skupaj, vključno z davkom, DVT, in pisalo je, da bom šel v zapor za 147 let zaradi vseh obtožb. Obtožujejo me za kakšnih 30 stvari ali nekaj takega. Tako da je naredil sem GoFundMe, oni pa me poskušali poslati v zapor za dosmrtno kazen. Veš, kaj mislim? Kako ima to sploh smisel? To je najbolj smešen sodni primer, kar sem jih kdaj slišal. Poslušaj, Ben, cenim, da si prišel. Cenim, da si razložil situacijo in si vzel čas. Najlepša hvala. Še naprej bomo spremljali dogajanje. Imaš odprto platformo, da prideš in razložiš naslednje dogodke. Ampak Ben Schneider, lahko si ogledate njegov YouTube Reckless Ben. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste me povabili. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebarju, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, moji oddaji News Nation, Jesse Weber Live ob 23. uri po vzhodnem času od ponedeljka do petka. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.